Hej, draga družba, mi smo spet v oddaji TikTok Time. Če se ne motim, je to že 5. izdaja. In jaz sem zelo vesel, ko vidim te naše televizijske izseke tudi na TikToku, kar čeprav jih jaz delam gor, ampak nima veze. Skratka, vesel sem, da se to širi med vami, da gledate, da sodelujete in boste videli, kaj še mi vse pripravljamo, kajti v naslednji oddaji bo prišel en fajni pep, ki bo imel nagrade s sabo. Tako da jaz bi res rad, da bi TikTokerji ne bili samo na TikToku, ampak da bi bili tudi na televiziji, da bi sodelovali z nami in jaz sem se odločil, da bom to dosegel, pa če se svet podre. In en izmed razlogov, da bo meni to ratalo, so seveda tudi naši krasni gostje. In danes, dame in gospodje, namreč šimfali ste me malo, šimfali ste me, da je poleg mene v studiu premalo lepih ljudi. In jaz sem grunto zdaj koga povabiti, da mi to kvoto lepote, ker bodimo iskreni, Šegon ni baš lep, je simpatičen, ampak ni lep. Zdaj koga povabiti, da bi mi to kvoto lepotno malo dvignali gor. In jaz tuhtam, pa ta je dobra, pa on je dober, sam ni dosti pameten, pa ta je sam pametna, pa ni dosti lepa. Jaz bi to oboje skupaj združil in pa sem prišel na idejo, kaj če bi jaz povabil, dame in gospodje, res lepo, res privlačno, res seksi in hkrati tudi zelo pametno, talentirano, čudovito, očarljivo, neponovljivo, šarmantno, karizmatično, strašno simpatično, v svoji biti zelo preprosto in pa prijazno, vedno nasmejano, opremljeno s smislom za humor in pa izjemno vročo punco, katere ime vem, primek vedno zamešam, tako da kar bom rekel, dame in gospodje, z nami v oddaji TikTok Time je Alenka fucking Triglivski Alenka, živijo in dobrodošla v oddaji TikTok Time. Jaz mislim, da med temu tvojemu šmeksi fancy fucking uvodnikom so šli vsi na WC pa spat pa dam pa povsod. Jaz mislim, da so jih zanimali, kdo bo tu sedel. Ker tega uvodnika nisem imel pa že 10 minut najmanj, to sem siguren. Seksi. Ja, ti je bilo všeč. Si se kaj zmotil? Razen primka, mislim. Ja. Dejva potrenirati. No pa kak se pišeš, iskreno, mislim, kje smo glede tega? Tro. Kaj? Ponov za mano. Tro. Gr. Kaj? Gr. Gr. Trogr. Gr. Ja, trogrlič. Trogrlič. Trogrlič, vse ti gre, ampak vmes smo že Alenka Trogrlič. Alenka Trogrlič. Zakaj imaš tak butas primek? Brezoliran, ampak res imaš butas primek. Kdo ti je dal ta primek? Mama, ata, kdo ti ga je dal? Starši. Zakaj se ne poročiš? Ja, ni še noben šel na kolena zame, ne vem, kaj je naredil. Zdaj si hodila tako, da gre na kolena, da je kao neka fora, če bi pohotel medbo, pa... Lahko bi prišel iz tega visokega nadrenega položaja stola enkrat na kolena za enega gosta. To imaš neke feministične zgodbe, kao si previsok, ker si moški. Ne grem, bom ustal na tem stolu za enkrat, če bom pole zamenjala vloge. Mogoče te na nek način danes spravim na kolena, who knows? Do zdaj me še ni nobena, Jaz njih mnogo, ampak mene pa ni nobena, Ti bi tudi lahko šel za kakšne določene stvari, mislim. A veš, kaj mislim? Vem, kaj misliš. Sem šel na kolena ob posli, to sem pa šel. Prav na kolena, to pa ne. Ja, to je bilo izjemoma. Ja. Alenka, da ne zaidem, namreč jaz sem tebe želel pred časom povabiti v našo drugo oddajo Gartnerjev bordel. Ampak veš, kaj si ti naredila, Nič. Fucking si zignorirala moj mail, Zdaj, ko te vam pa v otroško oddajo, sprašla pa takoj, da mi najprej to pojasni, Ne morem. Takrat sem bila offline, pač ni brain cells. Alenka, Mogoče si v štartu print narobe napisal in sem talk to my hand. Dobro, da te bom vse tu je neki, ampak glej, predno gremo na tvoje videe, dajmo zavrteti prvi sklop, režija ga je pripravila, stvari, ki se dogajajo, ko kamere ni, ko kamera ne vidi, z našimi prejšnjimi gosti. Dajmo si to pogledati, pa da vidimo, kaj smo, ker sem še jaz pozabil, kaj smo delali.
še sneg. Dragi prijatelji, pa ste zdaj vi to. Hotel Evropa je oddaljen od železniške postaje na tanko 3 metre in Jerneja je hodila do sem pol ure. Kje kurat si bila? Kje si bila, Jerneja? Kje si bila? V Celju ne veste prvo voziti, pa zelena na semaforih vam ne delajo. A zdaj, kako moraš pritisniti z roko? Moj! Lej, Če vam daj tortica. si pa lepa, tako da to je pa dobro. Gremo, ne? Borsko, če zavleče. Gremo, pizda. Dragi prijatelji, jaz čakam pred erotik shopom sredi Celja nekoga, ne? In zdaj, kdo je ta nekdo, ne? Nimam pojma, ne? Nekdo pride, je anonimen vglas, ne? Evo, gledajte, vidite, erotik shop, ne? Je anonimen vglas in me zanima, kdo bo prišel, ne? Ne mi reč, nekva prpizdi je pa to. Kaj delaš tu? Jaz sem dal glas, da se dobim z mlado simpatično punco pred erotik shopom v Celju, priješ pa ti pizda. Mogoče sem pa kot ženska se identificiran, kaj veš? Ja, prijatelji, vsak dan je bolj čudno. Mislim, si videla dolenga, ne? Si videla, kaj se dogaja, ne? Ja. Ki smo se pa mi dva danes srečala. Na parkirišču. Na parkirišču, ne? Te se je avto pokvaril, pa ne? Ja, pa sem pa mogla štopati, pa me je pa isto Gratner, hvala Bogu, rešil življenje dami. Zanalaš moj priimek narobe govoriš, ker pač jaz tvojega še vedno nisem, jaz imam fajn priimek. Ker nisi Gratner? Ne, fucking Gartner. A lahko nekaj povem za dame te vdaje, ki gledajo. Mi je pa želel isto Gratner odpreti vrata, ker sem lezla v njegov avto in sem šla skupaj do sem in mi hotel odpreti vrata, ker je bilo ful lepo in šarmantno in tega pa res manjka. Sam si pa sama zaprla. Torej vidiš, ko moški hočemo pomagati, 2 feministke, ne, zapirate vrata. Ne. To samo pomeni, da nismo navajene. To je pa res. Ti veš, bolj kot te gledam, veš, komu si podobna ti? Veš, kjer je igralki si ti podobna? To ti je verjetno milijon ljudi reklo. Ali ne? Povej. No, kaj ti rečejo, komu si podobna? Včasih bolj Katarini Čas, ne. danes pa nič več tacga. A ti jaz povem, kjer si podobna? Sandri Bullock. Sandri Bullock si zdajle nenormalno fejst podobna. Ne. Ja. A se da vdaj, da tako slika zraven? Trenutno ne, ampak ne veš, da je Sandra Bullock, ali kaj? Vem. Ja, no? Ampak zdaj razmišljaš, kdo je, kaj? Pozabila sem obraz. Pa čakaj malo, Lenka, no. Ne, pogugli Sandro Bullock. A zdajle? Ne. Mislim, lahko zdajle. Medtem, ko pa googlaš, lahko delaš več stvari naenkrat. Ja, jaz multitaskam po žensko. No, Lenka, če pridemo zdaj na tiktokerske zgodbe, ti si sicer zelo poznana in zelo vplivna tudi na YouTubeu, kjer imaš svoj kanal in kjer razkrivaš morilce, posiljevalce, čudne zgodbe in zaradi tega smo te mi tudi angažirali na televiziji Arena, kjer si že začela z oddajo Alenkine neverjetne zgodbe, paziti to, ne? Ja, sej res, Alenkine neverjetne zgodbe in jaz sem zelo vesel, Lenka, ti imaš to tako dobro narejen, da sem jaz rekel, to mora priti na našo Areno in mi to že vrtimo in jaz mislim, da bodo to ljudje zelo radi gledali, ker je zanimivo, ker govoriš tako sem rekel, o morilcih, neraziskanih zgodbah, čudnih stvareh. Resnični zločini, teorije zarote, ja. A mi boš lahko poročal, če ljudje gledajo, to lahko zvem? Lahko zveš, ampak kaj če ne bodo? Vseeno hočem vedeti. Ok, ti bom povedal. Prvo vprašanje, te kaj strah, ko snemaš te zadeve? Ker tam imaš slike zraven, daš, ne? In to je kar malo scary deluje, ne? Ne, po resničnih stvareh me ni strah, jaz se bojim duhov. Se to tudi duhovih govoriš tam noter? Ja, in zdaj si predstavljaj, ko sem govorila o Bloody Mary, to tako vsi poznamo. Ja. Bloody Mary, kako jo prekličeš, greš pred okroglo stvar in jaz sem bila non-stop okroglo špegu, okroglo luč, whatever. In krog itak ponazarja smrt, kao, veš. In jaz pridem itak sedim pred ringlightom, ki je v krogu, in sem mogla neštetokrat, neskončnokrat reči Bloody Mary. Pa 3-krat moraš reči, da jo pokličeš. Tako Candyman v bistvu to je. In kaj se je zgodilo? Ja, nič, ampak predstavljaj si, da stojiš pred ringlightom, ki itak pomeni krog, pomeni smrt in jaz v nedogled govorim Bloody Mary. No, vredo, pusti, Bloody Mary, vredo je. Takrat me je bilo strah. Ker gledam, pa ko govoriš o teh stvarih, pa tako, že ko gledamo, je grozno, ne? Kaj šele, ko si predstavljam ti, pa tiste slike noč spustiš, pa to, pa da je bilo kakšni temi, to ne vem, če ti je. Vam je bolj grozno, da mogoče
Zato, ker dam poje muskoči. Je se to, ja, to tako zmontiraš, mogoče to. In pa mi se otroci pišejo, Alenka, nehi, ker ne upam več gledati musko preč. Ti, kaj pa TikTok? Tam si tudi kar dosti aktivno, no, mogoče zadnje čase pikico manj, ampak imaš kar dosti tam tudi sledilcev, video in tega. A te je bolj YouTube zdaj potegnil noter, ali si še vedno na TikToku? Zame je YouTube, UB2B je zame korenina. Ne znamo izgovoriti neč, da ne znamo izgovoriti, ne. Alunka, povej, mislim Alenka, ja. X-tok v redu je. Okay. YouTube je zame tista izvorna korenina in pa je šlo mečka na Instagram in zdaj na konc TikTok, zato ker realno v tem svetu se treba prilagajati in treba iti na TikTok, drugače si mrtev in obstajaš. Tako da počasi probam biti aktivna, pridna in se potruditi na TikToku, ker prej se nisem, prej sem samo nekaj bluzila. Zdaj pa probam content delati. Alenka, to, da si lepa, to vema, ne? To zanikati ne moreš, ne? To bi bilo nesmiselno, ne? Bilo nesmiselno, ampak prej smo se lepo pogovarjali o tej prekleti lepoti, jaz imam recimo iste težave, ne? Če je človek lep, ga ljudje jih zanima, kakšen je pod to lepoto, ali me dovolj, tole sedaj pa lepa, itak brez veze, kaj če mu je spoznati, itak je neumna ali kakorkoli. Imaš te probleme tudi ti? Veš, kaj meni je vseeno. Mislim, tisti človek, ki ga bom jaz hotela imeti v življenju, dejansko, je vedno tako en mehen kupček. Me bojo že spoznali na ta pravi način in me bojo na ta način, ki jaz hočem, da me spoznajo, za druga mi pa vseeno. Če me nekdo gleda na Instagramu samo zaradi ne vem česa, Riti pa Jož. Pa če imaš samo Riti pa Jožke gor na Instagramu. Nimam ne seri, tega sploh ni prvo. Pa sem pa sam to videl, jaz mogo, to sem iskal. Ne, tako, tega je ful, pejte followat, tega je ful. Vidim, da znaš. Ne, ampak vseeno je, veš, če me followajo zaradi tega, če me zaradi tega od podjetij plačajo, nama super, kaj me briga. Tisti, ki me pa imajo zares radi, je pa važno, da me poznajo in to je to. Ok, Alenka, predno bomo šla na prvi sklop tvojih TikTok videov, si bomo pogledala drugi sklop zakulisnih prigod naše oddaje. Režija, dajmo za rolo. Kur Marija, malo sem že pozno do snemanja. Oj, hej. A ček malo, nisi ti rekel, da si užejem, pa ti tudi? Ja, si, veš kaj, vadila sem za gledališčno predstavo, kdo se boji Virginia Woolf. Kdo se boji Virginia Woolf, ker tam je noter scena, ko... Ne, pusti to. Ne, v redu. Ja, ne, ok, v redu, ne. Mislim, da imamo odprte zveze. Kaj? Ne. Čovjek kriv je sebi sam, što je to od mene ostalo. Si ti videla, Alenka, v bistvu od te oddaje naprej sem samski, ne? Ker me je tale Šegon prekleti, ne, sem že prejšnji oddaji rekel, mi je uničil live. Mi je uničil live in me je najdel, ko sem ga sral za Jernejo, ne. In zdaj smo tam, kjer smo, ne. Isto grad, no. Ja, zdaj pa nisem niti z Jernejo, ker imam moža, niti z mojo bivšo zdaj, zdaj sem fraj. Ti si hotel vse pomalo, tvoja je blunt, hotel si eno hudo blondinko in pa po drugi strani si hotel eno, ko kuha pa peče. Ja, v bistvu sem hotel vse sem hotel imeti, no. Zdaj sem stal pa brez. Vse si izgubil. Pa ti, ki smo glede tega? To je največji problem. Jaz sem v tistej fazi zdaj, ko me vsi najbolj sprašujejo, jaz pa nimam odgovorov. A veš, ker je... Čak, se sam jal pa ne, tu, nimam odgovorov. Imaš fanta, nimaš fanta. A vidiš, to je problem. Najprej se moramo midva zmeniti, veš, pa bom lahko... Ja, pa kaj se pa ne zmeniti, mislim, kaj? Ne vem. Mislim, Alenka, čakaj. Sej modern se zdaj ubirata, veš. Da ne veš, ki si, ali kaj? Mislim, jaz vem, kje sem, pa kako se počutam. Ampak on ne ve, ne? Javno pa še ne bom nič rekla. Tako, ja, nič ne boš zavedel. Imaš srečo, da nismo v Gardnerjevem predelu. Imaš fucking srečo, imaš. A tam bi me pa tako? Tam bi šel pa do konca. Tam bi te vprašal, da si seksala nazadnje. Kak si seksala? S kom si seksala? Seksala sem nazadnje 2,5 dni nazaj. Kaj? Dobar je bilo. 2,5 dni nazaj? Veš, kje je to? Posi zdaj celo na elektreno. Ne, se danes bom spet. Boš spet? Ja. Ne smemo, Alenka, ne smemo v tej debati, ne smemo, ker to je otroška oddaja. Lepo prosim. Ja. Se res? Pusti, lepo prosim. Ti si me zavedla zdaj, ne? Seks praviš, ne? Ok, ja. V glavnem, gremo mi, Alenka, na prvi sklop tvojih tiktokerskih dosežkov, pa da malo gledalci, ki te še ne poznajo, vidijo, kaj ti na TikToku pravzaprav počneš. Režija, prosim. Hvala, Čin. Na zdravje. Na? Zdravje.
Najna prihodnost. Da, najna prihodnost, ja. Tako. Zadnje čase sem videla en kup videov, ki režejo glave telim lutkam, ki jih vsi poznamo, in noter so Tara, Možgani in Valda, Alenka Trogrlič. Mogla to probati na svojem ubogimu Harryju Potterju, evo, kako mu režem glavo. Jesus Christ. In, ja, ne tega probati, sem to bom rekla. Just smile on the months you had sex. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I don't like him. I don't like him. Is it him? Tomaš, to je ta zadnja, je bila ta nova, ne? Ja, dejansko. Veš, no, kar pa je, ja. Ja, mislim, ja, ker tudi... No, mislim, ja, no, poje. Tudi, kad te lip-synke delaš, pa tako probaš kaj zaigrati, moraš dejansko uživeti v dejansko stanje, ki se počutiš, tako da ja, sem mogla na njega pomisliti. To je ta metod acting, tako imenovani iz stare šole hollywoodske, Pacino, Brando, ko so se uživeli v neko situacijo resnično in so to prinesli potem na film, tako da vidim, da imaš. Ti, veš, imaš ti ful nalezljiv nasmeh, to veš? Ti je povedal to so mi zanjič prvič rekli na Zanzibarju. Pa to res, veš? Pa nisem vedela. Ne, imaš, veš? A res? Tako človek, ko tebe vidi, ko se nasmihaš, je kar dobre volje postane, kar ono. A veš, ne? Ti, TikTok, ne, koliko dolgo imaš? Pojma nimam. Veš, leto? Ne, več. 3 leta mogoče. 3 leta že? 2,5, ne vem, tam nek pomoč. No pa kaj dejansko, kaj ti je TikTok dal, kar ti YouTube ni, recimo, če gledamo tako? TikTok, mislim, YouTube imam rajš po domač povedati, ampak TikTok zdaj, če ne drugega, se res dobro analitično zapomne, kaj tebe zanima. In jaz sem zdaj mečkam tako šla v spiritual smer pa te zadeve, in mi te stvari non-stop meče, res stvari, ki so mi všeč in ko gledam, sem happy in gledam. Zakaj meni sem seks meče ven? Jaz vem, zakaj se sprašuješ. Zaradi tega, ker kar te zanima, tisti... Ja, danes so te telefoni, to je noro. Jaz povem, da jaz na glas sam debatiram z nekom, da kupujem, ne vem, veš, koliko mi jo bo drug dan dal na reklamo, to je noro. Valjda TikTok ve, TikTok vse ve. TikTok je brihten pol, v bistvu. Zelo brihten. A se uslišali, če men krul? Kaj? Uslišali, če men krul? Mislim, da je neka tale, kaj je, kamerman, kako se reče? Ne telefonija, kot brum, no, ta mikrofonija, ni da mikrofonija, tako fejsti kruli. Da si pa jedla nazadnje? Ja, včer. A ne 2 dni pa pol nazaj? What do you mean? Mislim, no ne vem, brašam. Je pa res? Ja. Tudi. Mislim, ampak danes ne. Danes ne, ok. Ti, Alenka, to mi še povej, no, ko greš po ulici, te ustavljajo najbolj zaradi Instagrama, YouTubea ali TikToka? YouTubea. Veš, kdo te ustavi za kaj? Ja, mene vsi poznajo kot YouTuber, kot da je YouTube. Skoraj ziher, no. Ker meni tako poznajo kot scary damo, veš? Pa kak mislim, kje si prišla, te to tudi v resnici zanima, ali je to dober content bil, zakaj si šla v te grozljive, te Alenkine neverjetne zgodbe, no, ki jih tudi mi na areni gledamo, no? Od nekdaj. Jaz se ful rada mučam z grozljivkam, rada gledam grozljivko, tako da sama sebe mučam s tem, da ne moram spati, ali pa da dojamem, koliko je moj life boljši, da me noben tam ne lovi z nožem, ali pa če nimam duha v sobi. Ne še? Ali pa recimo, da nimam, se to lažem, da nimam. Pa tudi, ko sem bila majhna, mene od nekdaj so me zanimale morske deklice, pa škrati, pa vile, pa vse to, pa Te morske deklice so kar zajebane, ne? One so prijazne, zgoraj brez, pa so pa mornarje požrle, ne, v resnici. Ti si čist preveč seksualno naperjen. Morske deklice, Arela je imela joške ima, pusti Aurelo, školke je imela. Ko je zrisank. Govorim pravih morskih deklica, ko imajo joške, ko so seksi, pa rap, in so mornarje zvabile s pesmimi, pa so jih požrle. To veš, da so jih požrle mornarje. Nekak je to originalna zgodba. Ja, zgodba. Okay. Ampak imaš tudi take prijazne. Ja, veš, da. Morske deklice so se vse so nesramne. Jaz sem vedno hodila med morska deklica. Ja, no vse. Ti, kaj pa grozljivke si rekla, ne? Kjere so tvoje top grozljivke, recimo?
da jih zdaj streseš z rokami? 3-4? So une fucked up, Hereditary, cel Conjuring Universe mi je všeč, ker se lepo povezuje, pa dobro igrajo se mi zdi, pa igralci se ponavljajo in si tak navežeš. Potem je Midsommar, ta je freaked up, neka fucked up je, no. Ko ima to sekto, ne? To mislim, da je nek praznik Fincev in tle se res čudne stvari dogajajo, koliko se zmeša. Pa recimo Krog, ti pa tako rečem, kot v smislu, jaz potem nisem 3 mesece mogla spati, sicer sem bila na pol otrok še takrat, ampak še vedno se ga bojim. Ker recimo, da meni začne televizija zdaj mravljati, sem jaz samo, kdaj bo Samara ven prelezla, ne vem, ampak mene je strah. Pač res. Ok, Alenka, greva skočiti na, pazi to, drugi sklop tvojih tiktokerskih dosežkov. Bože, sačuvaj. Režija. Roki gor. Denarnico pa uro. Na denarnico, uro pa... Kaj z uro? Ja, veš, prav da mi jutri narašča. Ampak 7 minuto. Pa kam je brega, si nohra? Ne, veš, ko spela sem danes 5 ur, pa ni v redu, pa tudi level stresa me večkrat že zajbava. Zdaj mi ponuja dihalne vaje. Samo. Vzdih. Vzdih. Kaj tam ni jasno, daj mi uro. Prav da sem predolg primir. Gonna run. Bye. Ni razloga, da ne bi prišli domov z dvignjenimi glavami, dosegli ste izjemen rezultat. Se upravičujem, rezultat. Zgleda, ko je buhtelj, ne? Tole je bila očitno napak. Najbolj bizarne smrti. Prvi del. Donnie Wright je bil moški, ki je umrl s kajkom, ampak ne kakorkoli, na način, da ga je posrkala noter vrtača. Še bolj žalostno je, da je v bistvu umrl, ko je reševal nekoga drugega in ga je tudi rešil, on je pa pač umrl. Druga bizarna smrt je Hugota Avalosa Cannona. On je umrl na način, da je padel meat grinder, torej v sesekljalnico mesa. Ni treba poudarjati, da preden so ga probali sodelavci potegniti ven, je bil že mrtev. Noter je pa padel nekak prek tega, ko je želel pucati, ne vemo pa zakaj jo je pucal, ko je še vedno delovala in ni bila ugasnjena. Tretja smrt je smrt v ogromni pečici, ki je bila namenjena izdelavi kajakov in ne ljudem. 54-letni Alan Catterall se je torej po pomoti zaprl not, sodelavci so videli samo še dim in so preskočili na pomoč, ampak je bilo prepozno, ker je bil že spečen. To so te tvoje bizarnosti. Ne? To mene navdušuje, navdihuje. To, da noter sprešajo, pa ga mi pojemo, kaj to te navdušuje. Ja. Gledam te tvoje videe, ne? V bistvu, ti imaš en tak imiž, da si dobre volje ponovadi, da zabavaš ljudi, ne? Dejansko, ker tam jih strašiš, na TikToku jih pa bolj kot ne zabavaš. Ne? To je pa tudi res. To nisem pomislila. Hvala, ker razmišljaš na mest mene, čeprav še vedno ne znaš izgovoriti mojega prejemka. Ne znam. Vse je v redu. To se mi še ni zgodilo. Čisto v redu. Ja, da mi povej še tole, no. Se da, to te verjetno vprašajo vsi, ampak te moram, no, s temi youtuberski, tiktokerski, živiš od tega, ti imaš službo? Živim od tega. Prav živiš od tega? Od YouTuba? Ja, ok, tako, se lahko povem. Od YouTuba, dejansko, če delam tako 4-5 let, od reklam, ki so na mojih videih, edin vir dohodka, dobim na mesec zdaj tako do 350 €, recimo. Se pravi, to je en minimum, to je tako zajbancija. Pa sodeluje s podjetji, predvsem recimo, mislim, da je Instagram trenutno, potem sledi YouTube, potem TikTok, sodelovanje s podjetji, pa sem pa še na M-soseski, ki je portal od Mercatorja, sem radovedna soseda. Tako je prestenjak, ne, tudi noter. Ja, ali je bil pa samo v oddaji, nisem šur. Ampak prihaja pa še ena oddaja, ne moram nič govoriti, mislim, da, no, recimo, in ja, to nekako bo tisti glaven. In to ti prinese vse skupaj toliko denarja, da lepo živiš? Lepo živiš, sicer nikoli nisi 100% prepričan, kaj prihaja na tvojo pot, kakšni zneski, ampak načeloma, ja. Nekaj, gledaj, to hočem zato poudariti, ker mnogi vas, youtuberje, influencerje, vas kritizirajo, da nič ne delate, ne? Da to lahko nekaj žgeš, nekaj cvekaš, da včasih vi živite, bla, 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 ampak dejansko ti
dejansko 24 ur na dan si ready, ne? Imaš zraven laptop, telefon, karkoli in skozi neki... To je ena stvar, ampak jaz sem SP-ovc, Vsi me lahko gledajo, ko se zbudim ob 9-10, spijem kavo, pa jem lep zajtrk, pa grem na balkon, pa jaz lahko spim do enih, ne? Jaz lahko nim še več, ampak pustimo. Pa spat grem sicer ob 2. Ampak, jaz vmes delam, ne vem, vse pridem ob 1, začnem delati in pa delam tudi do 9-10, ker pač tako nekako mi paše, ker sem nočna sova, ne? Najdal. In tako nekako prilagaja se, veš, pač drugače, kot od 7 do 3. Samo pač ne pomeni, da ima nikakor, ne? Ker rabiš noro kreative, noro idej, se vsest snemati scenarije, pisati za vnaprej planirati podjetje, če dajo recimo neko reklamo, pa da potrdijo, pa pošiljati, pa gor, pa dol, pa popravljati, pa za Mercator isto ogroman dela, ker mora biti res kvalitetno, tako da to sploh ni... Ja, pridna si, nekaj ne rečemo. Ja, hvala enako, sicer ne vem, ampak verjamem, ker si tak malo hiper. Hvala. Alenka, izziv imam za tebe. Imaš telefon, predtem imaš telefon samo. Naprej si Sandro Bullo googlala, ne? Ostama zdaj na TikToku, pustimo Instagram pa YouTube, posnami en tiktokerski video, pa ga dejve drefte, ne? Pa ga boš po vdaji, znaš dati v drefte, znaš dati? Si tak daleč že. Pa ga boš objavila po vdaji, da te vidim, pa mene zraven vključ, pa sebe zraven vključ. Ni problema, imam idejo, je pa res, da moram ostati za moment, lahko? Sam pazi, da boš... A lahko tebe angažiram? Ne, mislim, samo to pazi, da ne boš... Ne bom šel. Ne, da ne boš vrgla po tleh tizga... Vsi to hočem reči, ne gre on Kam si zataknila? Za hlačke? A lahko, aj boljško. V torbico pa je tiskati, coško je videl kva. Nekaj nagražen. Da ne boš preveč brsko noter. Ja. Kaj boš naredila zdaj? Pa ko te briga? Okej. Mirdej. Skaj se, da imaš negražne stvari v torbici? A ti lahko vstal? Ja, veš da? Ok, boš ti pa k meni prišel. Gracias. Daj malo preč, glej, kar preč, miš ali pa preč, glej, pridem bod. Torej, dame in gospodje, vidite, tako se dela živi TikTok, ne? Oziroma, tako jih dela Alenka, ne, Trogljivič. Pustimo. Bože, sačuvaj. Ok, že vem. Ok. Ko imaš to? Ja, ok, sorry. Daj nehi gledati. Ok, jaz se lahko že gledam, ali ne? Ne. Ok. Dragi moji, jaz sem v oddaji TikTok, kaj? TikTok? TikTok time. Ok. Dobila sem challenge, na hitro posnamem en TikTok in vključam našega Gratnerja, ki še vedno ne ve mojega priimka in dala mu bom zaprobat tole, ne povem, kaj je, ker on še ne ve. Ok, večkrat moramo krog obrniti. Ok, tle. Isto, če zdaj pravilno izgovoriš moj priimk, ti tega ni treba pojesti. Če pa ne izgovoriš pravilno, pa moraš. Hiter? Troglič? Ok. Totalno narobe, zdaj pa pricam pa to pojej. What the fuck, kaj pa je to sploh? Hiter, moraš pa še 1 minuto, 5. Pa kaj je to? Živijo, prijatelji, kaj je to? Dej, v usta hiter. Ja veš, da v usta, kaj je to? Dej ti v usta, dej ti v... Ok, sorry, ja, kaj je tole, pa kaj imaš, kaj je to? Celega usta, kako znamo? Kako znamo celega usta? Odkdaj ti govoriš moje stavke? Odkdaj ti govoriš moje stavke? Zmanjkaj ti bo, dej. Kaj je to, ribja rit? Kaj je to? Kaj si rekel, ribja rit? Njam, aj dober. Ja, ful je dober. What? Ok, dravc. Kaj je to? Dragi. Kaj je to? A ne poznaš? Suši. Ma ne, to so neke morske alge in sem hotela, da se malo pačeš. Sem videla, da sta zdaj nisem imuno tabasko jedla. Hotela sem te malo mučati. A moram to prečitati? Dragi prijatelji, mi snimamo to, veš? A ja. Mi smo Glejte to, ne. Alenka mi je prinesla ribjo rit za jest, naseckano na kose. Ta riba je padla v tiste avtomat od unga tipa, ko so ga razsekali in so jo razsekali, jaz je to jem, ne. Pa kaj je to res iskreno? Alge, kaj je to? To je norje alge, pa mislim, da so z okusom olive. Kaj je to za lepoto? Ja, zdaj boš tako lep, kaj jaz. Ker se tako braniš biti lep. Ga fajn. Ok, gledam, prijatelji, predno bomo šli v zadnjo debato. Dajmo pogledati, če ne tvoj tretji sklop, ampak tretji sklop naših zakulisnih igrc, torej zakulisnega dogajanja, ki se je zgodilo med snemanjem naše oddaje. Režija, dajmo za rola, če to. Na TV sem. Nice. Kamermanama. Yes! Geek Horn time. Ne uporan, če so ga snimali. Fuck. Kva prepizdi?
Tako, ta dva se že pripravljate za televizijo in tukaj je kamera, ki snema gospoda Istoka fucking Gartnerja, ki lahko reče samo Lulika, jaz pa rečem lahko kva per pejzdej. Ne bo tako. Lega, kaj me se moj zato teknelo. Je. Ajo, privat je v resnici prava dušica. Alenka, kaj si mi dala to za jesti? Ribjo rit, kako si rekel. Dobro si povedal. Dejansko si upisal okus, slek imaš že zver na jeziku. V bistvu si mi dala prepoteno ribjo rit za jesti, če smo iskrena, ne? Smo iskreni, ja. Prepotena tudi, ja. Prepotentna. Čuj, prej si se pretoževala, da te moti, da sem jaz na višjem položaju, ti pa na nižjem, ali kaj? Ne moti me, sam skušam ti povedati, kaj nekako predpostavlja človeku, ki pride. Ker to tako je, to so osnove psihologije. Sam si se navadila, zdaj tak nisi. V meni je vseeno. Ja, mislim, bi zamenjala. Ne, ker treba mikrofon s sabo nesti. Ne ljub se mi. Nijamo nižjega stola, nimamo, to je problem. Nijamo nižjega stola. Tamle imaš ležalnik isto. Ti se drugo, ti se za drugo vdajo. Ti se zavdajo pri psihiatru, Gartnerju. Ja. Okay. Alenka, predno bova zaključila tole najno prekrasno debato, da bi še to povedal, ta tvoj fant, ki te zdaj čaka, mislim, potencialni fant, no, pa gledam, da sem zdaj samski smo ugotovila, ne, ki me je šegon zajebo, ne, da ti s tem fantom tep ne rata, recimo, ne. Ja, bova skup, kepca. Noče. Sploh nisem hotel tega reči. Ja, okej. Sploh nisem hotel tega reči, Alenka. Kaj bi jaz s tabo delal v zvezi? Ja, ne. To so ego-tripi, se polomijo med sabo, kaj si nora, ali kaj? Ja, sam imaš res. Hotel sem reči, bi te lahko lažil, ko boš žalostna, ne, da bi bil tvoj fan. A bom špricer dobila? Boš. A pa lahko, kepca. Končno kepca. Zadnji sklop tvojih videov, Alenka, pa da vidimo, kaj ga selješ ti po TikToku. Režija, prosim. No. Yeah. Ships on vigor of the waves are skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, raving soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of thunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of... Videom hotla biti del teh svojih neverjetnih zgodb, ne, si šla eno glavo odsekati, ali kaj se razbiti. Ne, sam hotla sem biti viking. Se si bila, pa nimaš te risce tu. Lanac. Pa kako si, sestro, pa kako si? Adidas, to mi je danes en kolega rekel, gasarka čista. Ti, če zdaj izgovorim prav tvoj priimek, kaj pa ti poješ? Kaj pa imaš? Ja, jaz sem lačen, bring it on. Sam rabim par minut, da pripravim. Če prav izgovorim tvoj priimek. Prav. Ok. Alenka Trogrlič. Sem vedela, da veš, že ves cajt sem vedela, da veš. Čez 5 minut pridemo na okay. Zdaj sem se naučil, ker sem na TikToku videl, da res piše Trogrlič. In sploh ni tako težko, kot sem si predstavljal, da je. Samo moram si vzeti cajt, pa točno gledati postavitev črk, ne? Nisi ti treba veliko časa vzeti, pa samo en reda zraven. Ja, v bistvu treba je postavitev črk videti, ne? Ja. Alenka, kaj bi povedala mogoče ob koncu našim gledalcem, TikTokerjem, ne? Ta mladim, ki bi želeli biti kot ti, pa ne vejo, kako bi to naredili. Ne biti kot jaz. Just don't. To hoče reči, zakaj se kopirajo mladi tako veliko med sabo? To je bila moja istočnica. Sej se na eni točki bojo nehali, pa poanta je res dejansko, da si, ker si, no, ker sam takrat bo srečen in to je to.
Ne me kopirati, lahko sam kakšne detajle tako pobereš, veš. Mislim, Bog ne daj, da te kopirajo s temi morilci pa posiljevalci. Mene lahko ne smejo morilcev pa posiljevalcev kopirati. To je hitro slab vpliv, veš? Ideje jim dajem. Ja, se to ti govorim, ne? Ja, kako bi se znebili svoje matere. Poglejte YouTube Alenke Troglič, ne? Ja, Trogrlič, sorry. Ali pa da se zavedajo potencialnih nevarnosti. Kakor gledaš, ne biti negativen. Ok. Alenka, predno bova čisto zaključila, si bova privoščila še poslednji sklop naših zakulisnih igric. Ne? Mislim, da bo zdaj na vrsti Frošeta, pa naš prijatelj Bakreni, to je on mali ciganček, ki je bil gost na Slovenija ima talent, je bil prejšnji vdaji gost. Frošeta je pa tiktokerka, ki rada govori o svojih materinskih zadevah, kar tebe še čaka. Upam, da je to, no, dajmo pogledati, kam je režija tu prišla. Draga družba, mi smo pravkar posneli vdajo TikTok Time in tu z mano sta fenomenalna Frošeta in pa enako fenomenalni Bakreni. In kak je bilo? Kak je bilo? Fajn je bilo. Super. Jaz sem pričakovala, da, ne vem, ful me je bilo strah, ampak čisto na easy. Zakaj te je bilo strah? Mene? Ja, tebe, ja. Mislim, da je bilo njega strah. Zakaj te je bilo mene strah? Njega te mora biti strah. Zakaj? Nijem nič Bakrenega na sebi, da lahko ukrado. Kje imaš pa denarnico? Ja, ej! Stani moj! Samo je pa prazna bila. Ja, okej. Alenka? Jaz pa tvojo steno občudujem. Steno, ja, to smo pa dali delati, veš komu smo dali delati? Dali smo delati v Ameriko človeku, ki je naredil interior design Angelini Jolie in Bradu Pittu, ko sta bila še skupaj. A to res? Ja. Se ne vidi, kaj? Zakaj pa imaš poj zaveso za sabo? Ker ne veš, ne prešuje, kaj vse se za to zaveso dogaja, ko greš od zadaj, ne? Zakaj se pa ti smeješ? Zato, ker je navihanc. Nič, Alenka, jaz se ti zahvaljujem za ta tvoj doprinos oddaji TikTok Time. Si prva gostja, ki je bila sama gostja, to še zdaj nismo imeli, ja? Kasniko za tebe si pa moram vzeti čas, ker se po protokolu spodobi, da si sama, da nimaš zraven nikogar in da se midva ena. Po protokolu? Ja. Kateremu? Lepotnemu. Okej, zbalansiran scena. Ja. Okay. Predstavljaj si zdaj nekega gosta zraven, ki ne bi dosegel teh standardov, kako bi se on počutil grdo. Ne, v bistvu. Joj, okej, zmena, super, hvala. Hvala tudi tebi, Iztok Gratner. Lepo te je bilo spoznati. Alo, bon ton. Ne gre mi prsten. Po mojem skozi pozabljal, kjer je vdaje. Ne gre. Tvoj zadnji stavek je? Pridni bote, radi se imejte, alien mama out. Aj čau, pa moram pa pokriti, veš. Pridni bote, radi se imejte, alien mama out. Wow. Fajn si rekla. Dame gospodje, to je bil TikTok Time, imejte se lepo. Jaz upam, da vam je bila Alenka všeč. Glejte vdajo Alenkine neverjetne zgodbe, ki je na sporedu televizije Arena vsak fucking dan ob različnih časih, enkrat je zjutraj, enkrat je zvečer. Glejte, ker je fajn. In seveda glejte TikTok Time. Naslednji teden pa boste pozorni, ker pride en Pep, ki bo s sabo prinesel nagrade in to ne male nagrade, tako da bomo mi res začeli delati norijo. Ne. Zdaj sem dal pa ta prst na gor na ta prsko Jan Plestenjak. Ne. Pa preprijem mikrofona, veš. Ja. Veter v lesi. Držite se, uživite in čau.